vzdušje, ki nas danes tako zanima. In to je začetek te zgodbe, tega uporabniškega cikla, kjer uporabniki dajo stvari na mizo, državljani se potem o tem pogovarjajo, debatirajo, potem se deliberira, potem se monitorira izvedbo tega dogovorjenega. To so neke 4 faze, ki jih vidimo, ko rišemo ta uporabniški cikl. To mislim, da je koristno in to je praksa, ki je prenosljiva sem tako odmah, 5 pismenih, ki znajo tipkati. Drugo je pa ta sprememba, rečemo psihološka oziroma individualna, kjer si se ti naučil na nove načine komunicirati in ne samo v smislu hitrega tipkanja ali moč videti stvari na malem zaslonu, ampak bolj govorimo o tem konstantnem, fluidnem stanju afinitetnega povezovanja, razdruževanja okrog tem. In da, to pač je drugačen medijski format ali drugačen pritisk na naše kognitivne zmožnosti, kot smo ga vajeni iz tega preddigitalnega časa. Postavlja pred nas nekakšen izziv, ne vem, treninga, ampak mladi vstajniki, predvsem iz te skupine Vseslovenske ljudske vstaje pa Kričača, ki so aktivni na Facebooku, očitno znajo s tem živeti in ni nič težko. Znajo povabiti 20.000 ljudi na trg, kar ni slab rezultat. Znajo oblikovati tudi ljudsko nezaupnico. Pa vedele, kolega Vujovića vpraša, ali je institut poklica ljudsko nezaupnice nekaj, kar ustavno pravniki predvideva, omogoča, spodbuja, ne bom dejal, ampak vendarle. Ne, ustavno. Zdi se mi problematičen ta koncept. Trenutno ga ni, ampak tudi nekateri problematizirajo to že na zalogo, pravijo, da je to neizvedljivo. Ne vem, nisem se sam nikoli toliko ukvarjal s tem vprašanjem, ampak po mojem prvi še vprašanje. Mi smo elektronsko iniciacijo od poklica, podkrepljena z ogromno številko. A je to kakšna posebna vrsta legitimiteta? To bi hotel. Se pravi, problematiziranje na zalogo, lahko to moje vprašanje tudi razumete. Tako pa, okej. Pravni red to dopušča? Ja. Ne. Ali bi se vi zavzemali za to, da se pravni red to dopušča? Da. Seveda. To je v bistvu tak instrument, ki nadzoruje delo, če naredimo, rečemo, spremenimo volilni sistem, da lahko izbiraš neposredno kandidata, potem lahko tudi upeljamo neposredni nadzor na nek način, da lahko sledim njegovem delu. Če sem nezadovoljen z njegovem delu, lahko ga tudi predlagam njegov odpoklic. Gre za ta princip. Prosim. Ta princip se lep sliši, kot je seveda izvedljiv, kar zadeva predstavniško demokracijo. Treba se zavedati, da mi nismo prvi, ki diskutiramo to nasploh. Ta diskusija o odpoklicu je bila zelo razgreta v 19. stoletju, ko so demokracijo šele vzpostavljali. Tam so opozarjali na to, na kar opozarjajo tudi nekateri v teh vaših pisnih forumih, kjer jaz kaj od tega pogledam, da je treba zavarovati odpoklic na ta način, da to ni predvsem manipulacija. Jaz mislim, da imamo v Sloveniji vsaj eno zadost močno strukturo, ki je sposobna rušiti po sistemu ciljamo tiste, ki bi si morda mi ne želeli, da jih rušijo, in zbirati, ker na trgu smo videli še kaj drugega, na tem istem trgu blizu, organizirati kako drugo manifestacijo, ki gre v kako drugo smer. Skratka, vprašanje, ki je bilo legitimno, ko so se začeli pogovarjati o volitvah nasploh, o predstavniškem sistemu, je bilo, na kak način ti odpokličeš nekoga, ki si ga izvolil. In čigav predstavnik je. Mi, ko pridemo do tega, da ga odpokličemo mi v našem okraju, ker verjetno morate priti do okraja, kako, ali bom jaz, ki ga nisem volil, ga odpoklical, se začne premikati proti delegatskemu sistemu. Zdaj, in zaveze
volje, ta mora prenašati mojo voljo, našo voljo. Katera je moja volja, katera je naša volja, koliko nas mora biti v tem okraju za to, da ga odpokličemo, ker je narobe glasoval, naprimer o ključnem zakonu, ali pri čem ga odpokličemo. Jaz ne trdim, da tega ni mogoče misliti, opozarjam pa, da poenostavljeno razmišljanje o tem, kako se to naredi, lahko pripelje prvič v Sloveniji zelo hitro do večinskega volilnega sistema. To je eno od stvari, ki se meni držge, ko to poslušam. In drugo je do pravzaprav protototalitarnih upadov v neko relativno zelo potrebno normalizacijo, naprimer predstavniške demokracije, dograjevanja z neposredno, z uporabo marsičesa. Vendar to ne kaže narediti prehiter, ker je mogoče izrabiti, zlorabiti zelo. Popolnoma strinjam s tem. Gre za to, da odpremo razpravo in da ustvarimo pogoje, ki bi omogočili, da se to uspeli. Zelo veliko tega imajo recimo v Združenih državah Amerike. Recimo en tak zanimiv primer, ki zanimivo kaže to večplastnost, ki pa ne gre za odpoklic politika, ampak te iniciative so lahko usmerjajo na razne položaje. Recimo obstaja tudi zahteva trenutno, da se izžene, reče, kako spremljate te ameriške debate, britanski novinar Piers Morgan je malo bolj reč kritiziral to ameriški drugi amandma, ki daje pravico do nošenja orožja. Že 1,5 milijona Američanov recimo zdaj podpisalo iniciativo, da ga izženejo nazaj v Britanijo. Južni Dakoti so včeraj, včerajšnjem zakonu oborožene učitelje in so oklonili te incidente. Ok, malce moramo skrbeti za našo dinamiko, imamo še nekaj tem in preden skočimo na spremembo volilne zakonodaje in pomembne teme, bi vendarle se še za hipec vrnili k oblikovanju alternativ v kontekstu protestnikov in vstajnikov. In rad bi tudi sam vzpostavil nek kontekst. Dileme, ki so se v teh dneh v zvezi z vstajo, vstajniki in vstajnicami pojavljajo, odražajo po moji presoji nekaj pogledov. Eden se mi zdi, da je med vstajniki postal prevladujoč in sicer, da je etablirana politična elita, če uporabim vstajniški diskurs, da ta politična elita nima pravice od vstajnikov zahtevati alternativ političnemu in ekonomskemu sistemu, ker bi to pomenilo, da tudi alternativa deluje na podoben način kot etablirana politika. Torej, da nek model nekje odtujeno od ljudi nastane in se ga v razmerju moči usili ljudem. Torej, ideja je, da alternativa mora nastajati razpršeno, policentrično, na več nivojih, z implementacijo obrnjene logike, se pravi od spodaj navzgor, avtentično vzključevanje večjega števila akterjev s pluralizmom vsebin. Skratka, če parafraziram Sex Pistols, ne vemo, kaj hočemo, vemo pa, kako to doseči. Drug pogled, če je to prvi pogled, je do vstajnikov in vstaje bolj kritičen, lahko ga meni pripišete, malce provociram, zato da bo bolj dinamično. Povod je geslo, ki je postalo, po moji presoji, resnično moteče, ker je tako zelo poenostavljeno in se glasi, vsi so isti, vsi naj odidejo. Ta parola se mi zdi dvojno nevarna, ker se s tem odrečemo nečemu, kar je v intelektualnem prostoru najbolj cenjeno in nujno, prepoznati razlike, vsi so isti, to preprosto ne more biti res. Ampak drug moment se mi zdi mnogo bolj nevaren, mnogo bolj resen. Slovenija se je nekaj mesecev nazaj znašla na točki, ko se je zdelo, da lahko opravi z neoliberalno paradigmo s pomočjo intelektualne debate in ulice. Ne pozabimo, vstaja se je začela pred poročilom KPK. Zaradi učinkov, ki jih na družbo, slovensko družbo ima uničujoča neoliberalna politika vlade, ki upamo, da odhaja. Ampak v javnosti pa se tudi s pomočjo vstajnikov, in to je moja kritična ost, s pomočjo vstajnikov v navezi z nekaterimi mediji, problem zreduciral na moralno vprašanje, ki so zelo pomembna, moralno vprašanje so zelo pomembna, ampak s tem se izvorni problem nekako odmika iz horizonta. Ko omenjam medije, dogaja se, da medijski prišepetovalci vstajnike v zadnjih dneh dobesedno pošiljajo na razne lokacije in vsiljujejo primerjave, ki ne vzdržijo.
medijev, tukaj zdaj ne bom zaradi spodobnosti izpostavljal, ampak vsak se lahko sam prepriča. Še najbolj benigna razlaga v tem smislu bi bila, da se to dogaja zaradi spretnosti medijske manipulacije in pa nezmožnosti ali pa slabe refleksije ustavnikov. Jaz bi rekel, poročilo KPK je indikacija, ni pa vzrok razmer v Sloveniji. Torej, moj problem se zdi, da se je v diskurzu vse zreduciralo na moralna vprašanja in se potem pri tem pozabilo, da je KPK indikator, ne pa vzrok za to. Sprašujem, če sem informacija. Ok, to je zdaj kompleksno se skupaj. Gremo, Govorimo na kratko in bolj prosto. Ja, predvsem medijski diskurs, to zdaj ne vem, skje si oblečemo, ampak medijski diskurs dela svojo zgodbo verjetno, zato da je to družba spektakla in mediji naredijo spektakl, če se dotakne. Tudi iz protesta zahtevam same politike. Zdaj, druga stvar je predvsem zahteva po odhodu neoliberalne vlade. Zdaj, jaz mislim, da imamo v Sloveniji ni tak problem, da je v bistvu cela garnitura, jaz ne bom rekel elita, ker smatram jih za elito, ampak bolj oligarhija, v navezavi politika pa gospodarstveniki, ki te participira na neoliberalizmu kot tako. Dejansko v tem kontekstu ni levice, ni desnice, so pač oligarhi, ki delujejo v isti smeri. In oni so tisti, za katere pravijo ostaniki, da morajo iti, da so gotovi. To pravijo vsi, v tem kontekstu vsi. Tisto, kar se pa dogaja, ne zastopam nobeno skupino ostaniško, da ne bo pomote, zgolj govorimo z glasnim imenom, se poraja potreba, da se začne bildati politika od spodaj. Da ne bomo več v bistvu odmaknjeni od politike, katere danes v Sloveniji kot take ni, je razcepljena med ekonomijo in tistim, če mu rečemo parlamentarna demokracija. Mi želimo podpreti za to debato po novi politiki in zato tista arhaičnost vrnitev nazaj, pa ne 19. stoletja, ampak Grčijo. Začeti debato, kako vzpostaviti sploh politiko, bolje politike kot take. Kakšen odziv še strani? Najprej bi se vrnila na ono prejšnje vprašanje okrog elektronske demokracije. Imela sem priložnost biti v Estoniji in se pogovarjati z ljudmi, ki niso pripovedovali o tem, da tudi samo glasujejo. Volijo na elektronski način, ampak so mi pripovedovali o tem, kako je tudi tam nastal val nezadovoljstva iz popolnoma enakih razlogov kot pri nas. Kaj dosti različno ni. In kako so se ljudje začeli preko interneta povezovati, zato da bi razpravljali o tem, o čemer politika ni hotela niti slišati. In to je o spremembah političnega sistema. In potem so osnovali skupino, v katero so povabili ljudi, ki so se pripravljeni za svojim osebnim imenom legitimirati svojo kartico volilno, da bi o tej zadevi razpravljali. So oblikovali strokovne skupine po posameznih temah in tukaj se pa zgodil en prenom, ki se pri nas nekako ne more zgoditi. In to je, da je predsednik države stopil na čelo te iniciative, ji ponudil svojo podporo, rekel, da kar bodo te skupine med seboj prediskutirale, prišle do alternativnih rešitev, da bo dosegel, da bo to prišlo v parlament in da se bo o tem parlamentu resno razpravljalo. Mislim, kaj vidimo tukaj? Vidimo, kako pritisk od spodaj pripelje v mainstream politiko temo, o kateri politika noče razpravljati. In jo prisili k temu, da se mora o tem opredeliti. In seveda, čim imaš toliko ljudi na... In čim imaš ti toliko ljudi na ulicah, ki zahtevajo spremembe in imaš konkretne predloge, ki te spremembe artikulirajo, je politika v zelo neprijetnem položaju, če se na to odzove tako, kot se odziva pri nas, namreč autistično. Mislim, za mene je neverjetno, da imaš ljudi na cestah, ki vpijajo več neposredne demokracije, v parlamentu pa debato, da boš zmanjšal pravice v zvezi z referendumom. To je za mene. To je avtizem, to je nesposobnost razumeti, v kakšnem svetu živi. Peljati so se. Ja, mislim, zelo slaba moja. Nekratko bi prosil, ker imamo še dve temi, pa potem tudi seveda neposredno javnost svojo
pravico, da se oglaša in nas Izkaže se, da je politika tudi veščina in ko razmišljamo zdaj o tej spremembi, kaj smo rekli, agregatnega stanja ustaje iz te kontemplativno-emotivne v neko funkcionalno ali produkcijsko fazo, da bi zgenerirali novo politiko, nove vrednote. Ja, pogovarjamo se o tem, kaj so kriteriji izvoljivosti te neke nove entitete. In iz tega proti sem se bo prišlo z neko recepturo, ali se bomo šli s Sirizo, ali se bomo šli neki tretjega. Izvoljivost je nažalost, in to zdaj niso prijetne resnice, so pa debatable, je tu organizirano kot 3 atributov. Stranka, ki misli, da bo na tem valu karkoli naredila čez kdaj so že volitve, da zdaj ne ugibam in ne delam vicov iz tega, se bo morala nasloniti na to lustracijsko logiko, ki je, jaz mislim, da negativna, ampak jo zaznavam, jo konstatiram in je del tega gotovi so. Drugo je nedvomno napad na neoliberalni konceptualni korpus. In tretjič, jaz mislim, da bo nujna ta zasidranost v samem ustaniškem gibanju, tak nedvomen prvoborski status nekih vidnejših junakov. To pričakujem, da je za videti na volilnih listkih. Apropo teh listkov se mi počasi postalo jasno, da nihče ne more končati v parlamentu, ne da bi prej bil na listku. To je še en razlog, zakaj mislim, da bomo videli stranko, pa da se ne vem, kaj zgodi. Ok, povedite mi, Blanka. Jaz imam zdaj s tem eno dokaj radikalno misel, idejo, če hočete. Moje globoko prepričanje je, da tudi v Sloveniji potrebujemo tranzicijsko pravičnost oziroma nek sistem sojenja in priklicevanja odgovornosti tistih, ki so pač počeli krivice, storili zločine, vključno z izbrisom, ki je pač bil prvi taki zločin, ki je omogočil pravzaprav po mojem globokem prepričanju to kulturo nekaznovanosti, ki se je potem seveda razširila na druga področja, ker enkrat